Le kdo ne pozna zgodbe o Alice, ki se izgubi v čudežni deželi. Tokrat se je Alice izgubila v svojem notranjem svetu. Temu primeren je tudi naslov Alice in Wonder Self. Tak naslov zato, ker sem lansko leto šla na umetniško rezidenco v Nemčijo, kjer sem v bistvu pravila projekt, kjer naj bi se ukvarjala v bistvu ne z odnosom drug do drugih, ampak v bistvu z odnosom do nas samih. No in na kar je v bistvu po sili razmer, nekako kupila sem napačen material, nič ni šlo, me je pa nekega jutra ta italijanska umetnika je stanoval z mano, v bistvu videl moje srčkaste pižame in je rekel, da v bistvu zgledam kraljica v čudežni deželi in takrat se mi je utrnila ideja, da v bistvu čez to zgodbo mogoče lahko pokažem ta odnos do nas samih. Razstava ponuja kolaže, v katerih se prepletajo misli in spomini odrasle Alice, ki tava v svoji notranjosti. Rdeča nit te razstave bi bila ravno to pač, kako v bistvu, kako iskati izgubljen odnos do nas samih. Alice in Wonder Self je njena prva slikanica za odrasle. V angleškem jeziku pa zato, ker sem v bistvu ta razstava na začetku ni bila mišljena kot slikanica, ampak je bila mišljena kot samo razstava, ampak ker sem potem, ko sem naredila že vse kolaže, sem ugotovila, da so zelo ilustrativni in v bistvu sem imela jaz neko zgodbo zraven, ker sem jo skozi govorila in tam sem govorila skozi v angleščini, ker so več ali manj v studio prihajali tujci. 8 kolažev, ki jih najdemo v slikanici oziroma v katerih Alice išče sebe, bo kmalu prevedenih tudi v slovenski jezik. Sem pa se za to razstavo odločila tik pred zdajci, da bom dala na ogled tudi originalna dela, to pa zato, ker se mi zdi, da je super za gledalca, ker vidi končno delo in tudi vidi pač ta v bistvu vmesen proces, kako knjiga nastaja. Razstava, ki nam ponuja vpogled vase oziroma na nek način govori o odnosu, ki ga imamo predvsem do samih sebe, bo na ogled do 5. februarja prihodnje leto.